Dobrodošli in lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci. Kako se pripraviti na dopust in predvsem kako ukrepati v primerih morebitnih poškodb, zdravstvenih težav. Zdi se nam, da je to zelo pomembna tema. Poletje se je začelo in želimo vsi, da bi poletje minilo čim bolj tekoče. Tako da z nami so družinska zdravnica, primarika, docentka, doktorica Nena Kopčavar-Guček. Lepo pozdravljeni. Z nami je pediatra Denis Baš, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. In z nami je gospa Romana Rakovec, magistra farmacije, podpredsednica Lekarniške zbornice. Pozdravljeni. Za začetek prosim, kako je pri odraslih, kaj je tisto, kar morajo biti odrasli, oziroma moramo biti odrasli pozorni, če nam predstavi primarika Nena Kopčavar-Guček. Ja. Dober dan, pozdravljeni. Jaz bi se na začetku zelo rada zahvalila Zdravniški zbornici, ki je pravzaprav prišla s to pobudo, s to idejo, da naredimo eno tako centralno svetovanje za počitniške tegobe. Mislim, da bomo s tem olajšali življenje in počitniški čas ne samo pacientov, ki so naša osnovna skrb, ampak tudi zdravnikom, zdravstvenim ustanovam, ne nazadnje lekarnam, ker bodo ljudje morda malo bolj opolnomočeni in neke stvari že vedeli in se ne bo treba za vsako malenkost obračati na svojega osebnega izbranega zdravnika. Najbolj krhki odrasli ljudje v poletnem času so seveda kronični bolniki. Dostikrat se mi zgodi, da kdo sporoči, da je v tem in tem počitniškem kraju, da je pozabil svoja zdravila, da tukaj s tem imenom zdravila, ki ga on uporablja v Sloveniji, ne vejo, kaj početi. Tako da prvo pravilo, za dovolj dni vzemimo s seboj zdravila, če smo kronični bolniki, vsa zdravila, ki jih jemljemo. Dovolj dni je namenoma malo dvoumen izraz, prosim, malo več dni, kot boste odsotni. Velikokrat se kaj preloži, velikokrat se zgodi, da morda zamudimo, trajekt prepoln, je let odložen, tako da ne samo za 12 dni, če gremo za 12 dni, vzemimo si nekoliko rezerve. Zdaj, kako ta zdravila hraniti, mogoče bo o tem več povedala kolegica Romana. Tudi iz izkušenj bi rekla, za božjo voljo, prosim, imejmo jih v ročni prtljagi. Kolikokrat se je zgodilo, da je nekdo zaradi hitenja na avtobus ali pa na letalo zjutraj pozabil vzeti zdravila, se je zgodilo, da se je dvignil pritisk, pozabil sem vzeti zdravila, kje jih pa imate, spodaj v prtljažniku. Prosim, zdravila ne bojo vedno v ročni prtljagi, s tem jim tudi zagotovimo, da so na temnem, na relativno hladnem, predpostavljam, da je pač zračno hlajenje v tistem vozilu, kjer se pač peljemo, tudi če je to letalo, da je to škatla, ki je vodotesna, morda imamo zraven stekleničko vode, se prelije, so vsa zdravila uničena. Majčken premisleka pri tem pripravljanju zdravil za potovanje je dobro imeti. Tisto, kar bi rada še povedala, da je najpomembnejše zdravilo tudi zdravstveno zavarovanje. To velja seveda za vsakogar. Mi odrasli smo odgovorni tudi za svoje otroke, tako da priporočam, da se uredi mednarodno zdravstveno zavarovanje, ki je za evropski prostor pravzaprav brezplačno pri zavarovalnici, kjer ste sicer zdravstveno zavarovani, kartico lahko naročite, mednarodno kartico, ali po internetu ali osebno. Govorim za države Evropske skupnosti, tisti pa, ki se boste podali na kakšne avanture na druge celine, pa priporočam sklenitev tega zdravstvenega zavarovanja za področje, kamor potujete in tudi za vse države, skozi katere potujete. Če letite skozi Nemčijo v Južno Afriko, Bog ne daj, tudi na letališču v Frankfurtu se vam lahko kaj zgodi, vi pa imate zdravstveno zavarovanje za Južno Afriko, evropske kartice si niste dali narediti, saj gremo v Afriko. Prosim, vse države, ki jih boste na poti obiskali, če tudi samo za nekaj ur, naj bodo krite zdravstvenim zavarovanjem. Kronični bolniki je dobro, da vzamejo s sabo tudi kakšne morda zadnje izvide, na vsak način pa kartice, ki jih nekateri imajo, recimo kartico, da je bil vgrajen pacemaker, če bo kje na kakšnem radarskem pregledu kakšna težava, kartico, da imate morda vgrajen osteosintetski material, kakšno ploščico ali vijak v kakšni kosti začasno, to se običajno odstrani, ampak v tem trenutku nedavno mi je pacientka poročala, ki je z dopusta prišla z longeto in z novim vijačenjem v nogi, da je imela precejšnje težave, carinica je hotela celo sneti obveze in vse skupaj, ker je domnevala, da bi bilo to lahko kakšno tihotapljanje.
Kartico imajo pri sebi tudi sladkorni bolniki, bolniki na antikoagulantnem zdravljenju, njihovi svojci ne bojo poučeni za to, za kakšno bolezen gre, če pride do kakšne nezavesti, situacija nerodna. Predvsem tudi se spomnimo, morda nekam zapišemo, na katera zdravila smo alergični. V primeru kakšne nezavesti v tujini se lahko aplicira zdravilo, ki ne bi bilo ustrezno, tako da so to vse stvari, ki se jih je dobro dotakniti. Kaj še od teh opravkov pred potovanjem svetujemo? Predvsem, če greste v zelo oddaljene kraje, obstaja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ambulanta za popotnike. Tja se da naročiti na konsultacijo, takrat želijo, da imate s seboj seznam dežel, kamor boste šli, datume, kdaj boste šli in celo znotraj države podatke, v katerih krajih se boste zadrževali. Namreč nekatere bolezni, predvsem nalezljive, ali je to mrzlica ali pa mogoče kakšna druga, glede na monsunsko obdobje v posameznih državah niha, zato je zelo pomembno, kde in kaj se boste zadrževali, da vam oni znajo potem svetovati kakšne zaščite zdravili ali pa celo cepljenja. Še enkrat povem, da se z letnim časom in z epidemiološko sliko režim cepljenja za določene bolezni zelo spreminja. Tega spreminjanja osebnih izbranih zdravniki ne zmoremo dnevno slediti in temu je namenjena tako zvana ambulanta za popotnike, ki jo vsem, ki gredo v oddaljene in nove kraje, zelo, zelo priporočam. Sem kaj pozabila? Ja, mogoče je dehidracija. Ja, to je pogosto, potem, ko smo že na dopustu, pa tudi sicer čez poletje velik problem. Velik problem. Kjerkoli pač smo, tudi v temle prostoru, kjer smo zdaj, je zračno hlajenje. Zračno hlajenje omogoča vlažnost 20 do 40%, bomo rekli, da suši zrak. Najbolj telesu primerna vlažnost je od 40 do 60%, tako da čisto v primeru sedimo pri zračnem hlajenju, pa vendar imamo kozarček vode, že to je lahko dehidracija. Da ne govorim o kakšnem fizičnem delu na soncu ali pa v vročih okoljih ali pa celo kakšne športne aktivnosti, to si vsako leto dovolim reči in ponavljam. V opoldanskem času pogosto srečujem kakšne tekače, ki tečejo po asfaltu, temperatura je 34 stopinj. Brez zamere, samo taka telesna vadba je ogrožujoča za kogarkoli, tudi za mlade in zdrave. Če nimate druge časovne špranje za tek kot to, prosim, raje ne tecite. Zjutraj ali pa zvečer ali pa kjerkoli po kakšnem senčnem okolju, če že mora biti sredi dneva, temu bi se lahko reklo tudi, da izzivamo lastno telo in lastno zdravje, kar zagotovo ni namen rekreacije. Dehidracija grozi najbolj otrokom in starejšim. Zakaj otrokom? Denis me po popravu, ampak pravzaprav otroci nimajo še popolne strukture kože in so v enakem okolju, kot smo mi odrasli, v določenem času lahko bolj ogroženi. Otroci tudi še ne znajo povedati, da so žejni ali pa ne čutijo žeje in ko smo že pri občutku žeje, tisti trenutek, ko smo žejni, smo baje že dehidrirani, tako da je treba pravzaprav vodo piti na pamet, še predno postanemo žejni. Tako se pojavi vprašanje, koliko mi odrasli tam nekje med litrom in pol na dan, to naj bo čista voda ali pa nesladkan čaj ali pa morda voda, v katero smo dali pa lističev mete ali pa morda rezino limete, limone, lahko tudi par surovih malin, kaj takega, da ni voda tako pusta, nikakor pa je ne sladkamo. Starejši so pa tudi nagnjeni k dehidraciji, tudi zaradi svoje tanjše kože in predvsem zaradi izrazitega izgubljenega občutka za žejo. Se sploh ne zavedajo, da je treba piti. Če gremo recimo po mestu, bomo srečali veliko mladih ljudi, ki v roki nosijo stekleničico z vodo, ljudje nad 50 let jo imajo redko pri sebi. Steklenica, ne stekleničica, steklenica z vodo, velika, liter pa pol ali dva, naj bo vedno v avtomobilu, ko krenemo na pot. Možni so zastoji, avto ostane na enem vročem področju, ne moremo ne naprej in nazaj. Majčkana steklenička, razdeljena med 4 družinske člane, bo premalo, torej zlata rezerva, 1 ali 2 veliki steklenici vode, ne bosta v avtu. Če sta mlačni, bosta še bolj zalegli.
zato ker želodec si mora segreti vodo, ki jo spijete, na telesno temperaturo 36, da jo sploh lahko posrka. Ni prijetno piti mlačno vodo, je pa zelo koristno in pri dehidraciji najbolj hitro deluje. Znaki dehidracije so suha koža, suha usta, suhe in srbeče oči, ščemeč nos, če zaradi dehidracije pade tudi krvni pritisk, potem smo lahko zelo utrujeni, omedlevični, včasih se nam zdi sredi dneva, pa kaj sem jaz tako utrujen, se nisem nič tazga delal, enostaven test, spijemo v kratkem času 2 decilitra ali pa malo več vode, če oživimo, ja, smo bili samo dehidrirani. Dehidracijo seveda povzročajo tudi nekatera zdravila, na to bodimo še posebej pozorni, poleti je treba tekočino nadomeščati, kakšna nezavest se potem konča tako, da se reče, šofer je iz neznanega razloga zapeljal levo. Tako da dajmo poskrbeti zase in za svoje, da nismo dehidrirani, to je najenostavneje, če smo spet pozabili to vodo, jo pač morda kupimo lahko nekje na poti, tako da to so zelo, zelo pomembne stvari. Veliko smo pa že povedali, da brez hrane zdržimo lahko tudi do 10 do 14 dni, brez vode pa nekateri, glede na svoje zdravstveno stanje, že 24 ur ne. Mogoče še sonce, ne? Sonce je neka taka zadeva, ki je veliko v tem času, kar je dobro za D-vitamin, če je pa sonca preveč, pa je to lahko problem. Ja. To je res, ne, takšni smo zdravniki, po zimi rečemo, dajte uloviti vsak žarek sonca, pejte na sprehod, če je lepo vreme in tako naprej. Poleti pa rečemo, varujte se sonca, hodite v senci med 10. uro dopoldne in 4. popoldne, ne hodimo na sonce, potem pridejo endokrinologi pa rečejo, ja, ampak v tem času od 10 do 4 je manjša izpostavljenost soncu koristna, potem ljudje rečejo, kako različno svetujete. Pravzaprav svetujemo isto, če želimo poskrbeti za dovoljšno količino D-vitamina, ki se res v zadnjo obliko aktivira šele v koži, zadošča 20 minut na soncu med 10. in 4. 20 minut, sicer se v tem času soncu izogibamo, v 20 minutah nikogar ne bo opeklo, ne še povem, da je za dovoljšno aktivacijo tega inaktivne oblike vitamina D v koži dovolj, da izpostavimo obraz in roke. To ne pomeni, da se celi goli ali v kopalkah sončimo v tem času. Če greste nekam s kolesom in imate razgaljene roke in obraz, ste v tem času v 20 minut, dokler ste prišli na dovoljeno mesto ali pa zaželeno mesto, lahko že preskrbljeni z D-vitaminom. Sončarica se pa res pojavi pri pretirani ekspoziciji sonca, pri pretirani izpostavi. Zelo rado se nam to zgodi, če na soncu zaspimo. Nikar zelo utrujeni, ne legajmo na sonce, če že, potem imejmo nekoga v sebi, ki nas bo zbudil. Sončarica je zelo ogrožujoča, kadar sonce obseva zadnji del glave, tule imamo center za uravnavanje temperature ravno v zatilju in v tem primeru, da smo soncu izpostavljeni za daljši čas v tem najbolj vročem in najbolj obsevajočem delu dneva, lahko pride do tega, da začutimo slabost, bruhanje, lahko so tudi kakšne motnjave pred očmi, lahko se seveda dvigne telesna temperatura, ker se tako rekoč pokvari termostat, tako da tako osebo nemudoma umaknemo sonca v senco in damo piti dovolj tekočine, ne vročega čaja, vroč čaj bo segrel takega človeka, naj bo voda mlačna ali hladna, hladni obkladki na glavo in zatilje. Če bi se pa slučajno pojavili zlaki, kot so kakšni krči in nezavest, ne samo omedlevica, ampak globlja stopnja motnje zavesti, nezavest je pa nujen tudi pregled pri zdravniku. Zdaj pa mogoče še, kdaj v drugih primerih zdravstvenih težav k zdravniku, posebej morda pri kroničnih bolnikih, na kaj naj bodo pozorni, kdaj vendarle k zdravniku? Ja, mogoče bi kazalo omeniti v tem sklopu, samo omeniti še eno možnost za dehidracijo, to so pa črevesne težave. V poletnem času so zastrupitve s hrano in pa viroze na področju prebavil precej pogoste. Če bruhamo in če imamo drisko, to se pravi vodeno blato, potem izgubljamo še toliko več tekočine, samo voda ne bo dovolj. Ena od stvari, ki bo gospa Romana zagotovo svetovala v priročni lekarni, je rehidracijski prašek, s katerim si povrnemo tudi vse izgubljene elektrolite. Kot rečeno, z znojem, bruhanjem, drisko izgubljamo tudi natrij in kalij
ki jo je treba nadomestiti, tako da ne samo tekočine nadomeščati, tudi elektrolite, kot je treba, in driska je še ena od takih groženj. Zdaj, kar se tiče vseh drugih situacij, priporočam res, da se zdravila redno jemljajo tako kot običajno, da ne glede na to, da je poletni čas, ene ležernosti, sproščenosti, počitka, se vseeno skušamo približno držati ostalih priporočil. Če vzamemo sladkorne bolnike, kakšni veliki prehranski prekrški se bodo zagotovo zrcalili na počutju, tako da, če tudi grešimo po malem, v kakšnih zelo ekstremnih situacijah je pa dobro poiskati res zdravniško pomoč tam, kjer se nahajamo, kadar težav ne znamo več sami obvladati, in zato še enkrat polagam na srce, uredimo si zdravstveno zavarovanje vnaprej, da ni potem težav, kadar iščemo zdravstvene strokovnjake, kadar iščemo zdravstvene ustanove, in zdravstveno zavarovanje je nekaj, kar je strošek, ampak je vreden, vsaj po mojem mnenju, vsakega evra, ker nam odvrne to skrb. Morda še eno majhno pripombo o zdravilih, kar se meni zelo pogosto dogaja. Ja, me je sredi noči začela boleti glava, pa ste že kaj vzeli sami? Ne. Pa imate kaj doma? Ne. Nobene tablete proti bolečini nimate doma? Ne. Naj poudarim, da recimo paracetamol je prosto dostopen, brez recepta, po tudi zelo dostopni ceni, in da si kakšen zobobol sredi noči nekje v tujini prihranimo iskanje in tavanje po tujem kraju in iskanje dežurnega zdravnika, zobozdravnika recimo v tem primeru, če tudi to ni moja stroka, morda za prebroditi težave, paracetamol naj bo kar ena taka železna rezerva, železni repertoar vsakega potovanja, da čisto za vsako malenkost ni treba vznemirjati okolice, sebe in iskati pomoč morda takrat, ko si jo lahko vsaj za en določen čas sami nudimo. Najlepša hvala za vse te napotke, zagotovo koristni. Zdaj pa poglejmo, kako je pri otrocih. Pediater Denis Baš je v bistvu pripravil za otroke napotke, najdete jih tudi že na spletni strani, so objavljeni. Morda za začetek te generalni nasveti, kako s potovalno slabostjo otroci na dopuste odhajajo veseli, razigrani, zabavni, zdravi, ampak kdaj se pojavijo lahko najpogostejše težave in kako si pomagati. Ja, lepo pozdravljeni. Zdaj počitnice smo vsi komaj čakali, tako da posebej otroci, šolari, tako da nažalost je pa tako, da kar veliko otrok, predvsem tam nekje med 6. in 12. letom, ima na potovanjih z različnimi transportnimi sredstvi, tako avto, avtobus, letalo, ladja, težave, ki se kažejo v obliki slabosti, temu rečemo tudi v bistvu morska bolezen, če se pojavi na ladji. In tukaj v bistvu gre za en mehanizem, ko na potovanjih naši možgani prejemajo iz čutil, se pravi vid, sluh, potem te občutki iz mišic, kosti, različne informacije in so malo zmedeni in se pojavi v bistvu slabost. Te otroci imajo tudi tak nelagoden občutek v trebuhu, lahko so bolj potni, boli jih tudi glava, vse skupaj pa se lahko potem konča tudi z bruhanjem in je vse skupaj, rekel, zelo moteče. Zdaj, eni taki splošni napotki, ko gremo na pot, je, da se odpravimo v bistvu predvsem otroci, da so spočiti, da če gremo mogoče na krajšo pot in je tak otrok nagnjen k slabosti, recimo v avtomobilu, preskoči mogoče tisti obrok ali pa če je ta pot daljša, mu vseeno zagotovimo en tak lažji obrok, mogoče kakšen kos kruha, čaj, lahko tudi sadje, se pravi ne preveč hrane. Potem vemo, da gledanje v smeri vožnje pomaga, tako da se odsvetuje, da bi recimo otroci bili na kakšnih zaslonih v avtomobilu, da bi mogoče brali, ker to vse, bom rekel, poslabša. Mogoče se rajši zamotimo otroka s kakšnim petjem, s kakšno tako igro, da si kaj ponavljamo oziroma govorimo, poslušamo glasbo. Če pa v bistvu
vemo, da so otroci nagnjeni k tej potovalni slabosti, lahko tudi si poslužimo v lekarni, obstajajo preparati, ki vsebujejo ingver, ki jih lahko zaužijajo tudi že mlajši otroci. Pomembno je, da je to kakšno uro že pred potovanjem in da se tega izogibamo, recimo, če se že pojavi bruhanje, da teh preparatov potem ne zaužijemo. V hujših primerih, ko pa v bistvu smo mi že z vsemi temi ukrepi poskušali, pa je še vedno v bistvu vemo, da se bo pri otroku pojavila potovalna slabost, se pa lahko v bistvu v lekarni brez recepta kupijo tabletke z antihistaminikom, ki so uradno registrirane nad 6 letom starosti. In te tabletke se uporabljajo tudi pri odraslih, lahko povzročijo tudi malo potem zaspanosti, ampak če je to daljša pot, če je otrok nagnjen temu, se lahko tega poslužijo. Pri mlajših od 6 let pa glede na to, da je pač se zdravilo v zadnjih letih se je spremenilo, prej bilo nad 2. letom starosti že v bistvu možno, se pa vseeno posvetujemo z mogoče pediatrom, da potem svetuje ali odsvetuje take preparate in potem lahko v lekarni potem to vseeno kupijo, mogoče na bel recept, potem dobijo predpisano. Tako da to je v bistvu ena taka stvar, ko gremo že na dopust. Sicer pa v bistvu tudi vse, kar smo že slišali za odrasle, tudi velja za otroke, tudi pri otrocih so otroci, ki imajo kronične bolezni, tako da tam je zelo pomembno, da imajo to terapijo s seboj. Imamo kar nekaj otrok, ki imajo na kakšne pike žuželk, na kakšne, se pravi predvsem na čebele, na ose, lahko hude anafilaktične reakcije. Te otroci imajo vedno pri sebi set in pa injektor, EpiPen, to je adrenalin, ki ga potem starši oziroma, če so ti otroci v nekih kolonijah, pač osebje, ki je s tem seznanjeno, lahko potem ob nekem takem piku takoj aplicira v mišico, da ne pride potem do, bom rekel, hujših zapletov. Pogosto v bistvu mislimo, da v poletnem času smo nekako varni pred virusnimi okužbami. Temu zagotovo ni tako, niso samo črevesne okužbe, ki jih povzročajo viruse v tem času, ampak tudi, bom rekel, običajni prehladi, tudi druge virusne okužbe. Trenutno imamo še vedno kar veliko primerov pete bolezni pri otrocih, ki sicer ni nevarna, se pa pogosto na nas obračajo starši, ker peta bolezen je povzročena z enim virusom, Parvo B19, ki pri otrocih kakšen dan, dva povzroča, da jih boli malo glava, so malo utrujeni, pri kakšnih so lahko tudi za kakšen dan povišana temperatura. Pri nekaterih se pa v bistvu pojavi samo izpuščaj, tak značilen izpuščaj po licih, kot zgleda kot oklofutana lica. Potem se pa ta izpuščaj razširi tudi po trupu, po okončinah. Je pa značilno zdaj v poletnem času, ko so otroci na soncu, da se ta izpuščaj na soncu ukrepi in lahko tudi začne srbeti. In nemalokrat v bistvu pridajo v naše ambulante zdaj v tem času otroci, tudi najstniki, in starši mislijo, da gre za neko alergijo. Gre pa v bistvu za to peto bolezen, ker ta izpuščaj lahko traje ne samo nekaj dni, ampak včasih tudi teden, 2, 3. Tako da tukaj velja pač zaščita pred soncem. Smo že slišali, tudi za otroke je zelo pomembno, da uporabimo, se pravi, senco, da se izogibamo v teh urah, da nismo na soncu, in pa da uporabimo zaščitno kremo, ki naj bo vsaj 30 faktor. To je potrebno na nekako 2-3 ure potem ponovno namazati, ker dostikrat se zgodi, da mogoče se to enkrat namaže na kožo in potem mislijo, da to je zdaj za cel dan, vmes se pa to seveda spere v bazenih, v morju. Jaz mislim, da vsak
vsaka družina mora imeti res pri sebi neko zdravilo, tudi za otroke, paracetamol ali v obliki svečk, sirupov ali lahko potem pri večjih tudi tablet, ker pri teh virusnih okužbah pogosto so bolečine v žrelu, potem glavobol, povišana telesna temperatura in tukaj v bistvu, ali pa bolečine v ušesih, tukaj v bistvu moramo simptome blažiti in to lahko naredimo z paracetamolom. Zelo pomembno je, da imamo s seboj tudi, če je to manjši otrok, fiziološko raztopino, da mu očistimo nos, da preprečimo potem tudi, da se pride do komplikacije, do gnojnega vnetja ušesa. In pa v tem poletnem času pri otrocih zelo pogosta vnetja zunanjega sluhovoda. Tukaj naj mogoče opozorim na to, da ušesno maslo je v bistvu naravna zaščita sluhovoda pred vnetji, da odsvetujemo čiščenje z vatiranimi palčkami, da nekdo, ki je nagnjen, mogoče, da se mu to maslo zelo nabira, da se naredijo tudi čepi, da uporablja olje za uho, da se v primeru, da se ima pogoste te čepe, da se mogoče to preveri potem pri zdravniku, da se eventuelno tak sluhovod izpere, zato ker pogosto pride do tega, da imamo nek čep z ušesnim maslom, potem pride v to uho voda, vse skupaj nabrekne in so potem prisotne bolečine, lahko se vse skupaj vname, tako da poskrbimo v bistvu, da bomo te težave prej odpravili. So pa nekateri nagnjeni k temu, da čim so v vodi, posebej v bazenih, se ta sluhovod vname. V takih primerih svetujemo, da se v lekarni kupi zaščitne kapljice, ki vsebuje alkohol in kis, ki v bistvu nekako pomaga potem, da pride do bakterijskega vnetja sluhovoda. Če se pojavijo bolečine, lahko to lajšamo z recimo paracetamolom, odsvetujemo, da bi v tako vneto boleče uho kapali neke te, bom rekel, natreske ali pa neke druge stvari. In če ta bolečina, ki je značilno tudi, ko v bistvu otroka pritisnemo na uhala, boli, če ta bolečina po 2-3 dneh ne izgine, da se celo pojavi temperatura, v takem primeru je potreben obisk pri zdravniku, tako da odsvetujemo neko samo zdravljenje z antibiotiki. Pogosto vidimo, da predvsem družine, ki mogoče letujejo v naših, bom rekel, južnih sosedah, je tam ta predpis antibiotika pogosto, bom rekel, je kriterij za predpis zelo nizek, zato v bistvu tukaj res apeliram na starše, da če ima otrok te znake virusne okužbe, da kašlja, da ima temperaturo, da sicer ni prizadet, da počakajo, da ne grejo takoj k zdravniku, zaradi tega, ker obstaja velika verjetnost, da bodo mogoče po nepotrebnem dobili predpisan antibiotik in to po možnosti nek širokospektralen, ki pa ni dober za otroka. Tako da obisk zdravnika svetujemo takrat, kadar je to mlajši otrok, ki zavrača tekočino, ko vidimo, da na primer pleničke niso polulane recimo 4-6 ur, da je otrok, nima nobenih drugih znakov, razen vročine, ta vročina traje 2-3 dni, da težko diha, v takem primeru seveda je potreben obisk zdravnika. Najlepša hvala. Morda samo še pogosto so piki ožigalkarjev, vstopimo na ježka. Kaj v takem primeru svetujete? Ja, zdaj pri ožigalkarjih, saj v Jadranskem morju na srečo zaenkrat še ni ožigalkarjev, ki bi bile smrtno nevarne, tako da je pač ta lokalna bolečina, oteklina, opeklina. Svetujemo, da se to mesto lahko izpere z morsko vodo, da se te ožigalke
nekako odstranijo s tistim, kar imamo pri roki, mogoče, če nimamo pincete, lahko to s kakšnim kamnom, s papirjem in pa potem mesto nekako lahko tudi namažemo s kakšnim hladilnim mazilom, damo obkladek na to mesto, vzamemo, če otrok v bistvu ga to boli, tudi kaj proti bolečinam ali pa kakšen antihistaminik, ki naj bo, bom rekel, vedno tudi v tej potovalni lekarni. Pri ježkih pa pač te bodice res odstranimo previdno, ker so zelo krhke, z pinceto, z neko podobno stvarjo, ki jo imamo pri roki. Če te iglice ne gredo vse ven, in se potem tudi mogoče po kakšnem dnevu, dveh pač ne izločijo same, pa svetujemo potem obisk zdravnika. Načeloma pa vse rane, tudi po naprimer ježkih ali pa recimo, če se otroci kaj odrgnejo, svetujemo, da se sperejo z čisto vodo, da se pokrijejo, če imamo nek sterilni zloženec, čim bolj čisto, in da se potem to opazuje. Pa morda še, ko smo pri pinceti, tudi za klopa, verjetno ni potrebno k zdravniku, olje nekateri uporabljajo, ampak verjetno to ni najboljša metoda. Kaj svetujete v primeru klopa? Tako, v bistvu zdaj smo se mogoče bolj na te morske, ampak veliko ljudi gre bom rekel, gozdove, tudi v hribe, meja, do katerih v bistvu so klopi prisotni, se zaradi segrevanja nekako zvišuje, tako da v bistvu lahko res klopa praktično dobimo povsod po Sloveniji. Pravilo je, da klopa najbolje odstranimo s pinceto, čim bolj se približamo v bistvu koži, tam, kjer je klop prisesan, ga potegnemo. Če slučajno mogoče kakšen delček ostane v koži, tist pustimo, ker je v bistvu smo tako glavnino, bom rekel, odstranili. Za olje ali pa neko masiranje teh klopov pa zato odsvetujemo, ker s tem povzročamo, da iz teh žlez, predvsem iz sline, če imajo viruse, jih še dodatno noter v naše telo sprostijo, tako da odstranimo res pinceto in potem mesto opazujemo. Normalno je, da je po piku klopa na mestu, kot če bi nas pičil komar, rdečina lahko, ki po nekaj dneh izgine, medtem ko ta obroč, ki se začne recimo delati nekako 7, 10, 14 dneh na mestu vboda, to pa v bistvu je sumljivo za borelijsko okužbo, tako da to pa potrebuje obisk pri zdravniku. Ali pa včasih vidimo, pri otrocih vedno opozorimo, da je lahko samo prsna bradavica nabrekla ali pa ušesna mečica v spodnjem delu rdeča nabrekla, tudi v tem primeru je potreben obisk zdravnika, ker gre lahko za borelijsko okužbo. Najlepša hvala, mislim, da smo večino vprašanj izčrpali in zdaj seveda nas zanima, kaj pa je v bistvu potovalna lekarna. Kaj pripravimo, da vseeno si lahko vsem, kar smo povedali, potem na poti tudi pomagamo. Tako da prosim, gospa Romana Rakovec, predsednica Lekarniške zbornice. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Mogoče za začetek najprej povem, da včasih v lekarnah še enkrat. Mogoče za začetek najprej en poudarek, da pravzaprav počitniške lekarne oziroma potovalnih lekarn nimamo pripravljenih kot nek prednastavljen paket, po katerega pač človek v lekarno pride in ga kupi, ker lekarniški farmacevti smo nekje zadolženi zagotavljati pravilno, varno in predvsem racionalno uporabo zdravil. Zato mi ne forsiramo kar nakupe tako na povprek, ampak pač tisto, kar je res potrebno. In zato je pač pri izbiri počitniške oziroma potovalne lekarne potrebno upoštevati predvsem starost pa zdravstveno stanje dopustnika oziroma popotnika, potem način potovanja, trajanje potovanja in pa kraj potovanja,
in pa seveda razvitost zdravstvene službe in dostopnost medicinskega osebja v tem okolju. Potrebno je poznavati tudi siceršnje, tako splošne razmere zdravstvenega stanja v tistih deželah. Zdaj, vkolikor se potuje oziroma počitnikuje v bližnji okolici, v južnih krajih ali pa v naših sosednjih državah, se mi zdi, da niti ni potrebno se preveč s tem ukvarjati, ker zdravstvena služba je v teh krajih dokaj razvita in predvsem, kar se tiče nabave zdravil tudi izven naše države, je pomembno dejstvo to, da znotraj Evropske unije zdravila, ki se prodajajo v uradnih prodajnih kanalih, imajo preverjeno poreklo. Torej, če kupite zdravilo v lekarni, je sigurno, da to zdravilo ni ponarejeno in je varno, kakovostno in učinkovito. Torej, to velja za Evropsko unijo. Za ostale predele sveta to ne velja ravno 100%. So področja na svetu, kjer so ponarejena zdravila še toliko večje tveganje, bolj praviloma je tako azijske države oziroma Afrika, tako da tam je treba biti zelo, zelo previden tudi oziroma ne izključiti to možnost, da če kupujete zdravila v teh državah, da lahko dobite tudi ponarejeno zdravilo. Zdaj, pri ponarejenih zdravilih je včasih tveganje, da ni učinka. Zelo pogosto so pa tudi tveganja, da so učinkovine napačne oziroma pridane učinkovine, ki so celo zdravju škodljive, ali pa da je bilo zdravilo shranjevano in proizvajano v okoliščinah, kjer so stekle določene kemijske reakcije in so se spreminjale in so lahko zelo zdravju nevarne. Torej, to velja predvsem za dežele izven Evrope. Pri nas pa ne smemo pozabiti na to tveganje pri nakupih zdravil preko spleta. Torej, tudi pri nas spletna prodaja ni varna pred tem. To mogoče eno tako splošno opozorilo. Zdaj, glede na to, da sta moja predhodnika bila zelo, zelo izčrpna, bom jaz poskušala samo povzetek tega narediti, kaj pravzaprav spada v počitniško lekarno. Zdaj, na vsak način moramo pomisliti na nekaj osnovnih sredstev, tako za prvo pomoč, naprimer sterilna gaza, povoji, varnostne zaponke, vodoodporni obliži, škarje, pinceta za klope, razkožilo za rane, mazilo za rane. Potem so na drugem mestu to izdelki za zaščito pred soncem. To velja tako, če gremo na morje, kot tudi, če gremo v planine. In pri izdelkih za zaščito pred soncem je treba seveda vedeti najprej to, da najbolj učinkovita zaščita je pač mehanska. To pomeni, da se mi soncu ne izpostavljamo več, kot je nujno, oziroma da tudi, če smo na soncu, da je najbolj učinkovita zaščita z oblačili. Zdaj, kar se pa pač ne da na ta način zaščititi, se pa uporabljajo zaščitna sredstva, to so predvsem kreme za sončenje z visokimi in kontroliranimi zaščitnimi faktorji. Potem sem v to kategorijo sigurno spadajo tudi izdelki za nego po sončenju, ker sončenje kožo izsuši in je potrebno potem nadomeščati vlago in ostale izgubljene sestavine. Potem sem spadajo tudi izdelki za lajšanje težav pri sončnih ali drugačnih opeklinah, kar pa seveda spet poudarjam, da je najboljša pred tem res učinkovita preventiva, da do tega sploh ne pride. Zdaj, mogoče bolj individualno svetovanje glede teh izdelkov. Jaz svetujem obisk lekarne in osebni pogovor z lekarniškimi farmacevti v zvezi s tem.
Potem v počitniško lekarno spadajo izdelki za preprečevanje ali odpravljanje manjših ali blažjih zdravstvenih težav. To so sredstva za zaščito pred piki žuželk, potem izdelki za odpravljanje teh težav po piku, če do njega pride. Potem so izdelki za lajšanje težav pri potovalnih boleznih, potem zdravila za lajšanje driske. Sem sigurno spadajo tudi sredstva za nadomeščanje elektrolitov, torej izgubljenih soli, na to res ne smemo pozabiti, in pa seveda tekočine, ne samo elektrolite, pa po drugi strani so pogoste prebavne težave, pri nekaterih ljudeh pa ravno obratne, torej zaprtje, in je fino, da imamo tudi kakšno sredstvo za odpravljanje zaprtja. Potem so to zdravila proti alergijam in pa za blažitev težav pri alergijah, potem za zniževanje povišane telesne temperature, za odpravljanje blagih bolečin, glavobola, zobobola in pa zdravila za lajšanje želodčnih težav. Zdaj med zdravili so pa seveda najpomembnejša zdravila, ki spadajo kroničnim terapijam za kronične bolnike, tako kot smo že na začetku slišali, torej vsa zdravila, ki jih sicer redno uporabljamo, je treba skrbno pripraviti za na pot. O količinah je tudi že dr. Kurčavarjeva lepo povedala, da vzamemo rezervo. Zdaj, kar pa se tiče samega prenosa zdravil, zdaj pri zdravilih je treba vedeti, da stabilnost zdravil je nekje kontrolirana do temperature 25 stopinj. Na višjih temperaturah ne, zato je sigurno treba paziti na neke primerne transportne poti, pakete, torej zdravila, če potujemo nekam na morje in potem pustimo avto na vročem soncu cel dan in so v njem zdravila, to brez dvoma ni v redu, tako da to je treba imeti v mislih, zdravila morajo biti na hladnem, na zaščitenem pred svetlobo, pred močno svetlobo, pa zdravila morajo biti vedno spakirana v originalnih embalažah, skupaj s priloženimi navodili za uporabo, torej če kakšna informacija izpade oziroma da pozabimo točno, zakaj že kakšno zdravilo uporabljamo, je fino, da se lahko nekam obrnemo po verodostojne informacije. No, pri temperaturah, prej sem opozarjala na visoke temperature, je pa ravno tako kot zelo visoke temperature so za transport zdravil zelo problematične, tudi zelo nizke temperature. To moramo imeti predvsem v mislih takrat, kadar potujemo z letalom, zato zdravila vedno spadajo v te osebne ročne prtljage in so z nami v prostorih za potnike, ker namreč prtljaga v letalu se nahaja v prostorih, ki doseže tudi do -50 stopinj, kar je lahko tudi za nekatera zdravila zelo problematično. Mogoče posebej tle izpostavim inzuline, ker pač diabetiki so zelo široka skupina pacientov in inzulini so problematični zato, ker če se shranjujejo na temperaturah, ki so negativne, potem zmrznejo in vkolikor do tega pride, zgubijo svojo učinkovitost. Torej tudi zelo nizke temperature so zelo problematične pri zdravilih. Ena pomembna zadeva je še zapovedati ali pa za opozoriti pri zdravilih, nekatera zdravila v kombinaciji s sončnimi žarki lahko povzročijo zelo hude preobčutljivosti na koži. Temu se strokovno reče fotosenzibilna zdravila. Zdaj praviloma ob tem lekarniški farmacevti opozarjamo že pri izdaji tovrstnih zdravil,
Običajno že na prvem mestu seveda opozorijo tudi zdravniki, kadar predpisujejo pacientom taka zdravila, in v teh primerih je še toliko bolj pomembno, da se pač v času zdravljenja s tovrstnimi zdravili pacienti ne izpostavljajo sončnim žarkom. Takrat res ni zadostna samo zaščita z zaščitnimi sredstvi, ampak res mora biti zaščita mehanska, torej izven oziroma oblačila. Pri zdravilih, ki jih pripravljamo za počitniško lekarno, je seveda potrebno preveriti rok uporabe zdravila, tako kot itak velja ves čas, pa v originalnih embalažah, to sem tudi že povedala. Zdaj, kar se tiče pri otrocih, so mogoče samo rezime tega, kar smo tudi že zelo podrobno slišali. Pri otrocih so prebavne težave pogosti spremljevalci raznih potovanj in počitnic, in v tem primeru po eni strani driska, po eni strani zaprtje, in predvsem pri driski, torej še enkrat poudarjam, da je Finomed pri sebi rehidracijsko sol, tako da z ustreznimi količinami tekočine nadomeščamo tudi izgubljene elektrolite. Seveda je pa pri otrocih še toliko bolj pomembno, da če pri njih opazimo kakšne znake resne dehidracije, se seveda to stanje potem ni primerno za samo zdravljenje, ampak je potrebno obiskati zdravnika, ker pri otrocih se te izgubljene tekočine potem najlažje in najhitrejše in najbolj učinkovito nadomestijo enostavno z infuzijami elektrolitov. Potem so to pri otrocih bolj pogoste potovalne slabosti, tako da če potujemo z otroki, je seveda se ne sme pozabiti na sredstva proti potovalnim slabostim, potem za sredstva za lokalne blaženje raznih ustnih okužb v ustni votlini in v žrelu, pa ta pogosto, saj pri tistih otrocih, ki počitnice praviloma preživijo več pod vodo kot zunaj, je treba razmišljati o tem, da se bojo pojavila bolečine v ušesih, o tem smo pa tudi veliko že slišali. To mogoče na hitro eno tak povzetek vsega tega, kar smo že prej povedali, mogoče res apel, dajte se o pripravi počitniških oziroma potovalnih lekarn posvetovati z lekarniškimi farmacevti, da se pripravijo te res načrtovano, skrbno in pa individualno. Najlepša hvala tudi vam, gospa Romana Rakovec, magistrica farmacije, za res izdatne napotke, sporočila, kako pripraviti lekarno. Zdaj pa smo na voljo, zdaj pa so sogovorci na voljo za vaša novinarska vprašanja. Je kaj vprašanj? Pop TV. Doktor Baš, mogoče, ker je gospa Rakovec omenila dehidracijo pri otrocih, če poveste, kakšni so ti znaki, na kaj naj bodo starši pozorni? Zdaj v bistvu najpogostejši vzrok dehidracije so majhni otroci, ki bruhajo, se pravi, to bruhanje je večkrat, 5-krat, 10-krat, temu je lahko pridružena driska, zelo tekoče blato. Te otroci so taki apatični, kar poležavajo, potem imajo suhe sluznice, predvsem jeziček, lahko so tudi oči malo odrte, predvsem pa je tak znak tudi zmanjšano izločanje urina, tako da je plenička, ponavadi so to otroci, ki so še v pleničkah, suha, na 4-6 ur bi morala biti plenica polulana. Če je pa pridružena še povišana telesna temperatura, ki je pogosto spremljevalec nekih virusnih okužb črevesnih, je pa ta izguba vode še skozi kožo z dihanjem še večja, tako da to so v bistvu res starše vedno opozorimo na te stvari. Zdaj, pri večjem otroku
ki ima samo drisko, da je obilna, priporočamo te oralne rehidracijske raztopine, vsakič, ko v bistvu je to odvajanje obilno. Če tak otrok ne bruha in če se to res potem nadomešča, zelo redko pride do dehidracij. Posebna skupina so pa lahko še v bistvu otroci, ki imajo neke metabolne, kronične bolezni, tam imajo pa tako starši napotke, da če se pojavijo recimo bruhanje ali pa da morajo kakšna zdravila zaužiti, pa jih ne morejo, da se potem oglasijo v ambulanti. Še vprašanja? Pa bi mogoče še za doktorico Kovčavar. Kaj pa vi opažate recimo v vaši ambulanti poleti, kaj so tiste največje tegobe odraslih pacientov? Ja, največje tegobe poleti so pri odraslih povezane z vročino. Vročina lahko poslabša zdravstvene težave, na katere sicer nismo pozorni, recimo na taka reč, ki se pogosto izpostavi poleti, so krčne žile. Zaradi vročine se krčne žile razširijo, noge odtekajo, mogoče smo tudi poleti bolj pozorni zaradi tega, ker so noge bolj vidne, čisto optično, ampak tisti znaki, ki nas opozorijo, da je nekaj narobe, so lahko krči po noči, zato to ime krčne žile, ker krče povzročajo. Najbolj zaskrbljujoče pa je, če se take žile vnamejo, se v poteku žil na nogi pojavi kar taka rdeča lisa, ki je na otip morda tudi trša. V takem primeru je kar treba stopiti do zdravnika, ker lahko pa pride do tvorbe strdkov v krčnih žilah, ki so zvijugane, kri po njih ne teče enakomerno, zastaja, tako da v takih primerih, ko je žila ne samo izbočena nad kožo, ampak tudi njen potek pordel, pa malo trše, lahko srbi ali boli, je kar treba stopiti do zdravnika. Drugače pa, ko smo pri koži, sva se prej tudi z Denisom pogovarjala, okužbe kože so poleti tudi pogoste in to prav gnojne okužbe kože. Visoka temperatura omogoča dobre pogoje za razmnoževanje bakterij, tudi govorili smo že danes o pikih. Pri piku žuželke je treba vendarle upoštevati dve možnosti. Žuželka lahko odda v našo kožo strup, pa tudi sredstva proti strjevanju krvi, zato da lahko kri potem pije. Obenem pa ne vemo, kje je bila ta žuželka, preden je prišla do nas. Lahko je bila osa v gnili breskvi, lahko je bila na kakšnem drugem umazanem predmetu in kadar nas piči žuželka, obstaja možnost, da nam injicira v kožo tudi druge snovi. Lahko bi tudi rekla umazanijo ali pa potencialne bakterije, tako da pičeno mesto res, ne glede na to, kaj nas je pičilo, si najprej ogledamo, lahko tudi z lupo, odstranimo želo, če je mogoče, pokrijemo to rano, jo torej speramo. Eno sredstvo, ki bi ga morda omenila, Denis, je mineralna voda. Svoj čas je bil zelo priljubljen peroksid, vodikov dvokis smo rekli, no, ampak zaradi tega, ker koža preveč suši, je bil opuščen, ampak če imamo recimo odrgnine kolen, pademo s kolesom, odrasli otroci na makadamu, na zemljati površini, na gozdni poti, z višine 30 cm mineralna voda, ki ima mehurčke, prelijemo rana in dostikrat tujki pridajo ven. No, ampak nazaj k pikom, torej tako rano, tako pičeno mesto si ogledamo, razkužimo, odstranimo eventualne tujke in želo, če je ostalo v koži, potem pa ga hladimo in rano opazujemo. Podobno kot pri vnetju ven, če se začne rana širiti ne samo v smislu svojega premera rdečine in otekline, ampak dobiva neke lise v poteku žil, temu rečemo limfangitis. To pravzaprav pomeni, da se po žilah neka okužba širi, na to moramo biti pozorni. Prej smo rekli, kdaj zdravniku, no tudi v tem primeru kar k zdravniku. Potem je pa poleti tudi en kup omedlevic zaradi nizkih krvnih tlakov. To je nekje razumljivo, zato ker vročina nam razširi žile, pritisk se avtomatično zniža in pri ljudeh, ki jemljejo zdravila, pa tudi pri tistih, ki ne jemljemo zdravil. Če smo poleg tega še dehidrirani, bo najvišji del telesa v pokončnem položaju, seveda možgani, se bo ugasnil, ker drugače ne gre in to je potem tista omedlevica. Padci so zelo nedobrodošli, sploh pri starejših, ker so povezani z zlomom kolka. Tako da še enkrat pozornost na to, da nadomeščamo tekočino, da take omedlevice z dovolj tekočine preprečimo.
Ena taka dilema se poleti pojavi, ti ljudje, ki se zdravijo zaradi zvišanega krvnega tlaka, rečejo, pa se zdaj imam nižji krvni tlak, a zdravila kar opustim. Strokovnjaki za bolezni visokega krvnega tlaka pravijo ne, iz zelo praktičnega razloga. Ko pride oktober, je naenkrat tlak pošastno visok, zakaj imam pa zdaj visok tlak? Pacienti pridajo in rečemo, pa ste začeli nazaj jemati zdravila po poletju. A, to sem pa pozabil. Tako da morda kvečemo, če bi prilagodili dozo, drugače pa opuščanje zdravil za kronične srčno-žilne bolezni poleti ne pride v poštev. Morda bomo imeli še srčne bolnike, kot tiste, ki imajo poleti več težav kot drugi. Že sam ozon zelo neprijetno vpliva in škodljivo na srčno-žilni sistem. V vročini se pa pogosto zgodi, da ne samo, da pade tlak, ampak se tudi srčni utrip zviša, srce bije hitreje, ti ljudje se slabo počutijo, izrazito povezano z vročino, tako da za srčno-žilne bolnike res še posebej neogibni opravki naj bojo v hladnih delih dneva. Če moramo iti po neki zunanji površini, iščimo senco, imejmo pokrivalo že v izogib sončarici in tudi v izogib temu, da bi prišlo do kakšne omedlevice iz drugih razlogov. Čisto to, bomo rekli, old school zračenje stanovanj, dajmo še enkrat poudariti, obilno zračimo po noči, čez dan zapremo okna, zapremo tudi oknice, polknice, rolete, da ta neposredni grelni vpliv sončnih žarkov zmanjšamo. Če nimamo možnosti zračnega hlajenja, to velikokrat rečem, da sem se naučila od svoje babice, se na odprta vrata obesi močno zmočeno rjuho, tako zmočeno, kot jo pod pipo zmočimo, in to hlapenje vode velikih površin blaga zelo ugodno in zrak navlaži, da lažje dihamo in ga seveda ohladi. Še kakšno vprašanje? Ne, ni. Potem se vsem novinarjem in snemalcem najlepše zahvaljujem, da ste danes vzeli čas in ste bili z nami, in seveda najlepša hvala vsem govorcem za res zelo izčrpne in koristne napotke, da bomo čim bolje in čim z manj zapleti preživeli to letošnje poletje, tako da vam vsem želim lepo in čim bolj zdravo poletje. Se pridružujemo temu. Hvala.